Jujo, pred nami je 7. trening nog. To pa ni kar tako, ne? Kako ti pa gre? Upam, da v redu. No, pa kar začnimo z ogrevanjem. Naslednjih 30 sekund začnemo korakati na mestu. Ogrevanje je namenjeno predvsem temu, da bomo rahlo dvigali našo telesno temperaturo, da majčkeno pospešimo srčni utrip in se pripravimo potem na nadaljnjo vadbo. Če ti je slučajno to korakanje malenkost premalo intenzivno, pač lahko kolena dviguješ višje. Tako, super. Naslednja vaja. Bomo rahlo stopali naprej in korakamo nazaj. Ves čas smo pozorni, da vzdržujemo enakomeren tempo. Lahko med tem stiskamo trebušne mišice, naš prsni koš je odprt in pogled usmerjen naprej. V primeru, da se nam noge malenkost zapletajo, lahko tudi pogledamo pod stopala, da preverimo, kje smo. Tako. Naslednja vaja so škarice in sicer stegnemo noge in čisto lahkotno brcamo naprej, kolena so skoraj popolnoma iztegnjena, pri tem pa smo pozorni, da je trebušček še vedno napet. Tam pokažem še s profila, da boste lažje si predstavljali, kako to izgleda. Tako, super. Sedaj skačemo na razen in skup. Ogoreli bomo naše notranje stegenske mišice in odmikalke. Hkrati pa zdaj že malenkost čutite, da težje dihate, tudi jaz recimo. Kar nadaljujmo. Še majčkan. Tako, pa smo zaključili. Pa kar začnimo. Sedemo se na tla, roke postavimo za linijo bokov, dvignemo bok v zrak, dvignemo levo nogo in dodamo desno roko, s katero se dotaknemo prstov. Pa zamenjamo. Naslednja vaja je spodnji korak, majčkeno širše, in sicer ga bomo delali v pozicijo. Stojimo na sredini, stopimo močno v desno, odrinemo nazaj. Pa v levo, odrinemo nazaj. V primeru, da ti je vaja prelahka, noben problem, vzamemo uteži in nadaljujemo. Naslednja vaja bo počep z dvigom na prste. In sicer stisnemo trebušne mišice, odpremo prsni koš, vdihnemo, včasih nazaj potisnemo bok, se dvignemo na prste in zravnamo. Ponovno počep, dvignemo na prste in zravnamo. Naslednja vaja je predklon na eni nogi, s tem, da bomo naredili zraven še potisk nad glavo z dvema ročkama. Stisnemo trebušne mišice, pogled usmerimo naprej, se počasi kontrolirano predklonimo in ko se zravnamo, potisnemo ročke nad glavo. Ponovimo še na drugo stran.
In še zadnja vaja za meča. Tokrat jo bomo naredili leže na hrbtu. Stisnemo trebušne mišice, lepo odpremo prsni koš, vdihnemo, dvignemo bok od podlage in dvigujemo pete visoko stran od podlage. Poleg meč boste zagotovo začutili tudi vaše zadnje stegenske mišice in zadnjico. Pa smo. Mislim, da smo si več kot zaslužili stretching naših mišic na nogah, pa sicer začnimo kar z stegom sprednje stegenske mišice. Primemo stopalo, peto nežno potisnemo proti zadnjici. V primeru, da imate težave z ravnotežjem, nič hudega, primite se za eno steno ali stol in vam bo precej lažje. Zamenjamo nogo. Bodite pozorni, da je prsni koš lepo odprt, koleno je v liniji drugega kolena in bok čisto rahlo potiskamo naprej. Tako bo intenzivnost še malenkost večja. Super. Pa pojdimo kar na tla, na kolena. Desno nogo vstavimo naprej, roke odložimo na kolena in bok leve noge nežno potiskamo naprej v smeri proti steni in rahlo navzdol proti podlagi. Tako bomo začutili razteg sprednje stegenske mišice na tej nogi, ko klečimo, in malenkost še razteg zadnjice na drugi nogi. Iz te pozicije prenesemo težo rahlo nazaj, boke potisnemo proti zadnji steni, nogo iztegnemo in se z ravnim trupom približujemo nogi. Začutili boste močan razteg v mečih, še bolj intenzivno pa na zadnji stegenski mišici. Pa ponovimo še z drugo nogo. Najprej potisk bokov naprej. V primeru, da ste mogoče stopili premalo naprej, nič hudega, lahko popravite in na ta način še povečate razteg. Še razbremenimo, prenesemo težo nazaj. Čutimo razteg zadnje stegenske mišice. Če prste povlečete rahlo k sebi, še dodaten razteg meč. Super. Pa se vležemo še na hrbet. Nogo prekrižamo, objamemo z dlanmi drugo nogo in jo nežno povlečemo k sebi. Nogi zamenjamo. In začutimo še dodatni razteg zadnjice na tej drugi strani. In ker smo bili res pridni, se lahko za konec še malenkost poguncamo levo-desno. In smo.